Eksponentna enačba je enačba, pri kateri je spremenljivka v eksponentu. Kaj točno to pomeni? Se pravi, imamo potenco. Potenca je takele oblike, recimo 2 na 3. In eksponent je tale zadevica mala tukaj zgori, ne. In zdaj v našem primeru mora biti x v eksponentu. Primeri enačb so na primer tale, 3 na x je 1, ali pa tale, kjer je eksponent v bistvu in na levi strani in na desni strani enačbe. Pri teh enačbah je reševanje mogoče malo bolj dolgotrajno, oziroma tudi tako je, ne, da se včasih zgodi, da jih moramo preoblikovati, potem dobimo pa čisto eno drugo enačbo, ki jo moramo še rešiti. Se pravi, in zdaj te enačbe rešujemo v bistvu tako, da vzamemo vsa pravila, ki smo se jih naučili za računati s potencami, in jih razdelimo na 3 osnovne oblike. Pa si poglejmo kar prvo obliko. Zdaj, prvi tip enačbe, tako mu jaz pravim, ne, en tip, je pač na obeh straneh tako, da je osnova potence enaka. Tule imamo en primer, ne, takole imamo 3 na x plus 1 je 3 na 2x plus 7. In takoj, ko imamo tele podlage, se pravi osnove enake, lahko rečemo, ja, sej, če je tole že enako, ne, potem moramo samo paziti, da sta eksponenta enaka. In res, kaj se zgodi? Če smo uspeli preoblikovati enačbo na tale prvi tip, to pomeni, da je osnova enaka, osnova na nekaj enaka osnovi na nekaj, a ne, potem lahko osnove prečrtamo, najraje rečete pokrajšate, ampak ni čisto tako, ne, logaritmiramo je, takrat, ko bomo logaritem spoznali, boste pa znali tudi to logaritmirati in dobiti z drugačnim postopkom isto rešitev, ne. Do takrat pa rečemo tako, ker je spodnji del enačbe že 3 in 3, lahko eksponente enačimo. Se pravi, če imamo na obeh straneh osnovo potence enako, potem eksponente lahko preprosto enačimo in dobimo eno enačbo. In sicer v našem primeru zdaj trojke prečrtamo in dobimo x plus 1 je 2x plus 7. X damo na eno stran, števila na drugo in to je to. Se pravi, x minus 2x je 7 minus 1, minus x je 6, x je potem minus 6. In to je rešitev naše enačbe. Ok, prvi tip, ne, gremo naprej. Dobro nam gre. Drugi tip enačbe je takole, ne, na eni strani enačbe je osnova, na drugi strani je pa osnova in eksponent pač z neko neznanko, karkoli je pač na tej strani, na drugi strani enačbe pa je število 1. Tole recimo je tale primer, 4 na 11x plus 33 je 1. Zdaj, 1 bi se lahko mogoče malo znašla, ne, in bi lahko rekli, ja, edino, kdaj dobimo 1, če kaj lahko potenciramo, da dobimo 1. Ena možnost je, da imamo 1 na 5, pa dobimo 1, ampak to ne bo glih idealno, ne, ker zdaj to nam nič ne koristi, če imamo 5, 8, vedno bo 1. Druga možnost je pa, če rečemo, kako bi pa tule dobili 4, oziroma na koliko bi mogli dati 4, da dobimo 1. In se pravi, karkoli damo na nič, je 1, in zato lahko namesto te enke si lahko tako predstavljate, da je to 4 na nič, ne. In kaj to pomeni? Da smo spet pri prvem tipu enačbe. Imamo iste osnove, se pravi 4 pa 4, in zato lahko rečemo takole, ne, osnove tele navidezno prečrtamo, oziroma vzamemo eksponent in ga enačimo z nič. Kadarkoli imamo torej takšen tip, da je 4 na 11x plus 33 je 1, takrat eksponent enačimo z nič, pa rešujemo potem naprej enačbo. To imamo zdaj 11x plus 33 je nič. Zdaj pa enačbo rešimo, ne. 11x je minus 33, delimo z 11 in dobimo x je
minus 3. Evo, nič lažjega, ne? Obstaja še tretji tip. Zdaj ta tretji tip, preden ga pokažem, kakšen je, a ne, je tako, da ta tretji tip se bomo naučili potem, ko bomo znali eksponentne enačbe reševati ko bomo znali logaritme, pardon, ne, bomo znali ta tretji tip tudi rešiti brez nekih komplikacij, a ne. Zdaj pa za tale del nalog oziroma za ta del snovi pa potrebujemo še zadnji tip enačbe. In to je tretji tip enačbe. Osnove na obeh straneh sta različni. In pa lahko se zgodi, da sta tudi eksponenta, a ne. Se pravi, zdaj imamo v našem primeru imamo pač eksponenta enaka, lahko bi bila pa tudi različna. Recimo, če damo primer različnih eksponentov, recimo, da imamo 3 na x plus 1 je 5 na 2x plus 2. Se pravi, zdaj to je tako. Mi lahko edino potence, ki bi se nam eventuelno enačile, a ne, bojo, če bi bil prvi eksponent nič in če bi bil drugi eksponent nič. In zdaj, če bo ta x-a enaka, prišla po obeh straneh, potem lahko dobimo rešitev. Če ne, pa ta enačba nima rešitve, a ne. Vsaj ne v množici celih števil, a ne. Zato bomo zdaj takole naredili, da rečemo x plus 1 je nič in dobimo prvi x. X je minus 1. Potem pa vzamemo drugi del, tale, in rečemo 2x plus 2 je nič. Če bomo tu dobili isti x, ki smo ga dobili tu, potem je to naša rešitev enačbe. Če pa pride katerokoli drugo število, potem pa to ni prava rešitev. Se pravi, imamo 2x je minus 2, delimo z 2 in dobimo x je minus 1. Ker sta rešitvi enaki, je tole tudi naša prava rešitev. Se pravi, enačba te naše rešitve je x je minus 1. Tako, če na hitrico ponovimo, imamo 3 tipe enačb. Prva je najbolj uporabna, a ne, imamo, če je ista osnova, potem eksponenta enačimo, osnovo pa antilogaritmiramo, a ne. To je prvi tip enačbe, to je tale, a ne. Se pravi, da sta osnove enake. Potem naslednja je taka, da je na levi strani eksponentni del, na desni pa število 1. In potem pa naslednja je pa, da je lahko vse različno. Potem imamo pa malo več dela, ker moramo po obeh stranih računati, a ne. Zdaj pa, če je rešitev v obeh primerih enaka, potem je rešitev, če ne, pa na žalost ni. Tako, zdaj pa vaje. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!